Okay. Tole sem hotel reči, ne, da je zame, bom rekel, ta sestanek s Kitajci na Aljaski en kronski dokaz ene diplomatske prakse, ki jo nisem pričakoval od tako visoko profesionalne ekipe v State Departmentu. Namesto graditve mostov zdaj s Kitajsko, a ne, so bile izjave pred kamere podane na ta način, da se je postavil en zid in da so izsilile izredno ostro reakcijo tudi kitajske strani. To je nekaj neobičajnega v diplomatski praksi, ne. Ampak zdaj, ko gledam, ne, tudi zadnja dogajanja v Ukrajini, ne, ker je ameriška stran se odločila za neko neverjetno ostro retoriko pri opisovanju, a ne, teh zaostrenih pogojev, mogoče malo bolj razumem to novo taktiko, a ne, čeprav zame to, bom rekel, ni sprejemljiva taktika. No, in da skrajšam, v teh primerih sem hotel še omeniti še 3, da je kaotičen umik iz Afganistana, kjer bi omenil samo tole, kaj je Neil Ferguson, to je škotski Američan, konservativni zgodovinar, a ne, rekel na to temo, da ta kaotičen umik Američanov iz Afganistana spominja na zaton britanskega imperija. Ampak s tem je dodal, da zaton ameriškega imperija se ne bo potekal po mirni poti. Zdaj, Fergusona poznamo in mislim, da so njegove besede kar precej tehtne. No, druga 2 primera sta še, bom rekel, način nastanka AUKUS-a, kjer je dobesedno Biden, bom rekel, vrgel rokavico ne samo v obraz Franciji, ampak tudi Evropski uniji, in pa seveda vrh demokracij, ki ga je napovedoval že v volilni kampanji, ampak ker še zdaj točno ne vemo, zakaj je sploh se lotil tega projekta, kaj je njegov cilj. Mnogo jih je, ki pravijo, da bi pač morala Amerika se bolj posvetiti zaščiti demokracije v svetu, ne pa njeni promociji. Vsekakor pa v kontekstu notranje političnih težav v Ameriki, ko vemo, a ne, da se tudi zunanji politiki vodi z zgledom, bi težko rekli, da ameriška na področju zaščite demokracije lahko vodi z zgledom, ne. To je en velik hendikep. Da ne omenjam seveda tega, kako to vidijo predvsem Kitajci in pa Rusi, kot pač podžiganje blokovske konfrontacije, iskanje novih koalicij voljnih. Tako da je ta Bidenova zunanja politična doktrina videti kot neka verzija pragmatičnega realizma, kjer seveda je ta politika multilateralizma in podpore zavezništvom v praksi vse preveč pomeni America First unilateralizem. No, in zdaj, k končni oceni tega delovanja, te administracije, bi pa sam navedel, kaj je o tem rekel Fareed Zakaria, eden glavnih pomembnih zunanjepolitičnih komentatorjev na CNN-u, in tudi Richard Haass iz Foreign Affairs Councila. Fareed Zakaria je že septembra lansko leto rekel, da je takrat po 8 mesecih Bidenove zunanje politike videti, da njegova zunanja politika vse bolj pomeni nadaljevanje Trumpove zunanje politike in negiranje Obamove politike. In se je vprašal, ali Biden normalizira Trumpovo zunanjo politiko. Podobno je tudi Richard Haass rekel, da je vse več podobnosti med Trumpom in Bidenom, kot bi si mi mislili. To
to je bila ena smela izjava, ki sicer ni doživela, bom rekel, nekega epiloga v nadaljevanju, strokovnih diskusij v Ameriki, ampak je precej bila povedna, ker jo niso izrekli kar tako, ne vem, kakšni analitiki. Moram seveda ob tem dodati, da jaz se tudi globoko strinjam z eno tako oceno. No, drugo vprašanje, ki pa, bom rekel, v katerem vidim kot en razlog za razočaranje, pa so transatlantski odnosi, ali bolje rečeno ameriško-evropski odnosi po enem letu. Po enem letu, kjer jih jaz vidim, da je ponovno neka zamujena priložnost za nek reset. Nažalost se nam je zgodilo s prihodom Bidena podobno kot pred 11 leti o prihodu Obame. In smo zamudili to priložnost za krepitev transatlantskega zavezništva, ki je sicer seveda erodiralo že vse od konca druge svetovne vojne. Zdaj, kaj je bila tukaj napaka Amerike in kaj je napaka Evropske unije? Mislim, moramo to malo uravnoteženo gledati. Osnovna napaka Amerike se mi zdi, da tudi tokrat ni videla tukaj kot neke priložnosti, da preseže, bom rekel, neko svojo politiko, ki preprečuje Evropi, da bi postala dejansko močna in učinkovita. Amerika nasprotuje večji strateški avtonomiji Evropske unije, ne podpira razvoj močne EU, ki bi sicer bila v dolgoročnem interesu Amerike in transatlantskih odnosov. Ker bi bila seveda Evropska unija lahko kredibilen zaveznik Amerike, tudi v soočanju s Kitajsko, pa tudi drugih vprašanjih. Da ne rečem, da ne podpirajo evropske obrambne politike in krepitve obrambnih in vojaških zmožnosti Evropske unije. Zato Amerika se še vedno vse bolj kot z Brusljem komunicira s posameznimi prestolnicami EU27, kakor kdaj, kakor s kom v iskanju nekih ad hoc koalicij. Napaka Evropske unije pa seveda je, da še vedno ne zmore poguma in politične volje za večjo strateško avtonomijo. In da je ponovila napako kot izpred 10 let, da enostavno ni videla te priložnosti za eno jasno politično sporočilo, na kakšen način želi Evropa okrepiti transatlantsko zavezništvo in mogoče ponuditi tudi neki novi osveženi, bom rekel, dokument partnerstva med Ameriko in Evropsko unijo. Tako da se nam je nažalost zgodilo, da smo obstali tam, kjer smo že pred 11 leti obstali, na ravni zgolj nekega funkcionalnega partnerstva, ki je podvrženo vsakokratnim taktičnim pogajanjem o vprašanjih vzajemnega interesa, ter ustvarjanja ad hoc zavezništev z voljnimi znotraj EU27, ne pa med ZDA in EU kot celoto. In takšno partnerstvo je vedno negotovo, ni trajno, predvsem pa je nefunkcionalno. In jaz zato pravim, da to je ena kratkovidna politika, predvsem Washingtona, pa tudi Bruslja. No, naj s tem končam, ker v bistvu se s tem seveda sam že dotikam tudi vprašanja Ukrajine, kjer prihaja do izraza ta nefunkcionalno partnerstvo, transatlantsko partnerstvo, kjer se Biden očitno ni mogel upreti skušnjavi, ki mu jo je postavil Putin, da se o tem primarno evropskem vprašanju pogovarjata Washington in Moskva mimo Bruslja. Ampak to je že posebna tema, ki jo bo mogoče Mirko bolj načel, vsekakor pa bi jo lahko imel kot eno celovito in posebno temo na takšnem posvetu. Hvala. Roman, hvala, ker smo v nekih časovnih okvirih, ki niso radodarni, bi
Mirko prosil, če boš morda malo bolj strno stvari. Jaz upam, da imamo še pol ure tukaj v tem drugem bloku, ki sem ga uspel vzpostaviti. Pozdravljeni, bom poskušal. Najprej lepo vas je videti, da ste vsi v dobri volji in da ste vsi uspešno preživeli črno sredo in se danes v četrtek temu smejimo. Vendar pa nekako pozabljamo, da se nam praktično v celi zgodovini Slovenije dan, kot je bil včerajšnji, še ni zgodil. Da se mi dneva, kot je bil včeraj, spominjamo iz naših zelo mladih dni, takrat, ko smo bili tam nekje v osnovni šoli in smo poslušali po radiju o kubanski krizi. Bo vojna, ne bo vojna. Tako samo še mnogo bolj zbombardirani skozi televizijo, medije in vse ostale kanale smo bili te dni, kar se tiče situacije v Ukrajini. Drugo, jutri se začenja Münchenska varnostna konferenca. Varnostna konferenca, torej varnostni pandan Davosa, če hočete, Ferkunde, konferenca, ki za področje varnosti je, bi rekel, globalnega pomena, globalna referenca. Na tej konferenci se velja spomniti današnjih situacij treh datumov. Prvi je bil pred 2 leti, oziroma 19. je takrat ameriški državljan Joe Biden, sicer akreditiran na to konferenco mnogo let, ampak takrat kot penzioner najavil: Evropa, vzdržite še malo, Amerika bo nazaj. In mi smo vzdržali in smo komaj čakali, da je prišla nazaj. Potem je prišla pandemija in Biden ni mogel v Evropo in je to po internetu povedal, po Zoomu, kot se mi zdaj pogovarjamo. In je rekel v Münchnu: we are back. In mi smo rekli: wow, super, zdaj pa bo. No, iz tega smo se lahko naučili, da je treba biti pazljivo, kaj si človek želi. Lahko se to tudi zgodi. Američani so back in to, kar se dogaja letos, nismo prav sigurni, da smo si želeli in predstavljali, da bojo nazaj na tak način. Namreč postavlja se vprašanje, a je vsa ta zgodba, o kateri je Roman dosti govoril, od predprejšnjega ameriškega predsednika naprej, ta strateški premik Amerike iz Evrope v Azijo, ali je s tem Bidenovim napovedjo vrnitve v Evropi v resnici prihaja dejansko do ponovnega strateškega premisleka v Ameriki in se Amerika dejansko vrača v Evropo kot svojo prvo prioriteto strateško. Ali pa je to nekaj drugega. Zdaj Bidena v München ne bo fizično, prišla bo njegova namestnica. Po mnogih letih pa v Münchnu jutri ne bo in vseh naslednjih dneh tudi nikogar z ruskega političnega vrha. In to je tretji datum, ki se ga velja zapomniti, in to je Münchenska konferenca 2007, ko je Putin zelo odmevno opozoril Združene države Amerike in Zahod, da je Ruske federacije, s katero so po koncu hladne vojne lahko pometali, kakor so želeli na Zahodu, konec, da prihaja oziroma da nastaja neka druga Ruska federacija, ki zahteva nazaj svoje mesto za veliko svetovno mizo. Mi smo od vsega tega Putinjevega govora na Zahodu si zapomnili en sam citat, in sicer ta, da mu je žal in da je bila zgodovinska napaka, da je Sovjetska zveza razpadla, in iz tega potegnil zaključek, da je njegov predsedniški cilj
restauracija nekega zgodovinske grandioznosti ruskega cesarstva. Letos ni nikogar v Münchnu, ki bi z te strani povedal, kaj in. Vendar pa Münchenška letošnja konferenca nastopa z eno pomembno mislijo, in sicer se svet nahaja v globalni nemoči. Globalni nemoči. In to, čemur smo priča v Ukrajini, je samo ena od posledic tega, oziroma kot govori temeljni dokument za pripravo naslednjega NATO-ga vrha v Madridu maja letošnjega leta, da definira čas disrupcije. Že pred časom pa je Henry Kissinger v svojem kapitalnem delu Svetovna ureditev, tam iz 2014, napisal, da praktično svetovna ureditev, kot je bila postavljena po drugi svetovni vojni, je v svojem zgodovinskem zatonu objektivno. Pandemija jo je kot katalizator zdaj samo še pospešuje in da prihaja čas sprememb. In da čas sprememb v tem času je tak, da nastajanje nove svetovne ureditve ni mogoče drugače kot dogovorno, ker ne obstaja noben svetovni hegemon, ki bi lahko svetovno ureditev izsilil po svoji podobi in po svojih ciljih. In da vsak drug poskus nastajanja nove ureditve avtomatsko vodi v oborožen konflikt. Kar Kissinger ne reče eksplicitno, ampak velja pa implicitno, je, da tudi vsakršna restauracija starega oziroma prastarega ureditve brez dogovora prav tako vodi v oborožen konflikt. Oziroma vsako, da rečem, nenormalno vztrajanje na obstoječem brez dogovora velikih sil. Haas govori o koncertu velikih sil po vzgledu na Evropo 18. stoletja, prav tako pelje v oboroženi konflikt. Oziroma, če se vrnemo Antoniju Gramsciju in njegovim zaporniškim zapisom, čas nesigurnosti, ko odhaja staro in se poraja novo, je čas krize in problemov, ki se nanašajo. To je zdaj ta koncept, to je ta okolje krize v Ukrajini, skozi katero zdaj praktično mi lahko gledamo na Bidna kot, bi rekel, na neko povečevalno optiko. Prvo vprašanje, ki se tu postavlja, je, zakaj se je to začelo prav zdaj, zakaj se je začelo na način, kot se je začelo, kaj je končni cilj geopolitično in v časovni perspektivi. Zdaj, moramo se spomniti, da ko je Amerika pred NATO-vim vrhom v Bukarešti 2008 na vsak način hotela izsiliti v zaključnem dokumentu v poglavju o NATO-vih odprtih vratih vabilo Ukrajini in Gruziji, je to bila finalna faza, preko katere takrat že počasi Ruska federacija, ki se je pobirala po razpadu Sovjetske zveze, ni mogla. In takrat Putinov nastop v Münchnu 2007 je bilo javno, globalno opozorilo, da prej ali slej bo Rusija temu nasprotovala. In danes pri tej vsej neverjetni inflaciji informacij, ki smo ji podložni v zadnjem času glede te krize, ne vemo eno zelo pomembno informacijo. Namreč, ali Združene države Amerike v pripravi na letošnji vrh NATO v Madridu
vračajo zahtevo za sprejem Ukrajine in Gruzije, tako kot so to počele 2008 pred Bukareštem. Če bi temu bilo tako, potem bi imeli precej jasen odgovor, zakaj je ruska reakcija v Ukrajini sedaj takšna, kot je bila. Novi nemški kancler je sicer dejal, da on pojma nima, zakaj se Rusi zdaj sploh tako razburjajo, ker da to vprašanje sploh ni na dnevnem redu. To bi indiciralo, da mogoče temu ni tako, lahko pa bi pomenilo tudi to, da novi kancler še ni prečital vseh briefing papirjev in da ne ve, kaj se je recimo zadnjega pol leta dogajalo v zakulisju diplomatskih priprav na ta vrh. Vsekakor je po včerajšnjem velikem slavju v Rusiji, kako so zmagali in kako so, bi rekel, porazili Zahod brez enega samega strela in enakega zmagoslavja, kako so zmagali Ukrajinci, diplomatsko, vse posod po svetu in doma. Danes lahko beremo že prve bolj trezne analize o tem, kaj v resnici to pomeni za prihodnost sveta, Evrope, ne glede na to, na kako veliko sliko. Osnovno, kar pomeni, je, da je tega obdobja relativno komotnega miru, ki je trajalo vsa leta, koliko obstajamo mi kot država, konec. Finito. Sila, groba, vojaška sila je nazaj. Je pomembna, Rusija je to pokazala in je s tem zmagala. Enako, kot je na svoj način z diplomacijo, tako, o kateri govori Roman, grobo, skoraj trumpovsko, zmagal tudi Zahod. Ampak v prihodnje se v mednarodnih odnosih, tako političnih, prav posebej pa še tudi v varnostnih, nekaj bo moralo spremeniti in to fundamentalno spremeniti. Problem je, da smo mi zdaj 30 let gradili in živeli z neko diplomacijo in z neko varnostno in vojaško strukturo, ki je živela v nekem drugem prostoru, v neki drugi dimenziji. Zdaj, po tem pandemičnem jeziku bi rekli, da smo živeli v enem bablu, v enem mehurčku, ki je bil relativno komoten. Zdaj tega mehurčka ni več in mi v resnici nimamo ne diplomacije, ne vojske, ki bi že res znala, vedela, čutila, kako se obnašati v teh razmerah. In spet moramo se vrniti k Kissingerju, nujen je nek nov dogovor. Torej, Rusija je s tem v Ukrajini, mi ne vemo, ali je to, kar se je včeraj zgodilo, samo ena od bitk, ali je to v resnici že konec te vojne. Vsi indici govorijo, da vojne prav gotovo še ni konec, ker se tudi ni začela takrat, kot smo mi razumeli, da naj bi se začela. Hibridna vojna je pač ta vojna, ki nima pravega začetka, ampak nima niti pravega konca. Zdaj, kako se bo na tem področju obnašala Evropska unija, ki je dejansko glavni trn v peti Putinove Rusije in ne NATO? Kako se bodo tu obnašale Združene države Amerike? Moja osebna ocena je, da Biden v resnici je žrtev svojega, bi rekel, profesionalnega spomina. On je pač politik, dejansko politik hladne dobe. In za njega Rusija ne bo nikoli drugačna, kot je bila ne glede na politični predznak, ampak v resnici Reagana in vseh, ki so sledili za njim.
da je razočaranje v tem smislu, da ni uspel biti na ravni časa in tistega, kar zahteva ta čas. Ta čas zahteva dejansko delo na neki novi globalni paradigmi, kjer America First, ne glede na to, ali po drugih pluvaš ali jih druge božaš, ostaja, kar pravi Roman, ista, in je praktično ta kontinuiteta tega mišljenja oziroma kontinuiteta te ameriškega exceptionalizma, torej posebnosti, superiornosti, nujno vodi potem v multipliciranje in zaostrovanje konfliktov, interesov z ostalimi, ki to posebnost, to superiornost, ta exceptionalizem več ne razumejo, ne priznavajo in jih več ne impresionira. Zato je moja ocena po letu dni Bidna negativna. Hvala. Mirko, hvala za tvojo analizo. Seveda vidimo na nizu zadev, da Biden ni spremenil nekih potez, ki jih je že speljal njegov predhodnik. Če samo par naštejem, recimo priznanje Zahodne Afrike kot ozemlja Maroka, kar je, kot vemo, agraviralo konflikt med Alžirijo in Marokom. Potem priznanje Golanske planote kot dela Izraela. Pa če nekaj čisto simbolnega omenim, premestitev veleposlaništva ameriškega iz Tel Aviva v Jeruzalem in tako naprej. Cel kup potez je, ki so ostale, in možen sklep je, da seveda nekih stvari ni mogoče spremeniti z prihodom nove administracije. Ta nova administracija pade v neko zatečeno stanje in tukaj mora nekako tehtati, kaj narediti. No, tukaj se je zgodilo cel kup stvari v zadnjem času, recimo politični bojkot olimpijskih iger v Pekingu. Cel kup stvari je, ki niso urejene. Skratka, ker imamo samo še 10 minut, potem, kar me Zoom opozarja, predlagam, da se javi še kdo drug z vprašanji našima panelistama današnjima. Ali pa komentarje. Sem strnjeno, ker imamo samo še dobrih 9 minut do konca tega posnetka. Kdo se javi? Morda še eno tako majhna provokacija. Omenjena je bila Kuba. Pred parimi dnevi je minilo 60 let od uvedbe sankcij nad Kubo. Po majskih nemirih v Kubi je Amerika še dvignila raven sankcij. Pokazalo se je, da sankcije ne funkcionirajo. Pa če omenimo Venezuelo, kje je Guaidó? Je to še eden od zgrešenih poskusov rušenja režima. Seveda v tem času, govorim o lanskem letu, v katerem je bil Biden tisti, ki je določil nekatere parametre. Napisal sem si cel kup stvari. Mislim, te zadeve so res nekaj nenavadnega, saj smo tudi mi nekako potegnjeni v to. Morda kak komentar še na to?
Mogoče Kdo? ja, če Prvi, lahko samo na hitro, ko si Kubo omenil. Kuba je krasen primer krize, če primerjamo z današnjo. Ne. Mi smo zdaj šele, ko so objavili te podatke tajne iz tistega obdobja, ugotovili, da smo bili strašno zavajani. Ne. Kuba, na kateri je skoraj na tisoče doktoratov o kriznem upravljanju in tako naprej, zdaj ugotavljamo, da ni bila to, kar smo verjeli, da je. Ni bila nevarnost, da bo svet uničil en drugega, bila je nevarnost, da Amerika uniči Rusijo, ker Rusija takrat je imela 3 interkontinentalne rakete, zato je pa hotela rakete kratkega dometa postaviti na Kubi. 3. Ne 300, tako kot Amerika. Ne. Bojan, In drugo, da so Američani imeli takrat obveščevalni vir v ruskem centralnem komiteju, ali plenumu, ali kaj je že tisti največji organ. Ne. Hočem reči, da ko danes spremljamo ukrajinsko krizo, moramo razumeti, da to, kar nam plasirajo v javnosti, je slika, ki jo želijo, da jo gledamo, medtem ko druge plasti, kjer se dejansko odvija ta proces, so nam skrite. Še Bojan se je javil. Bojan? Je še čas, da kaj povem? Ja, slabo slišimo. Moraš bliže govoriti. Halo? Ja. Je? Se ne sliši. Tako da ne. Malo bližje pej. Še bližje. Tako. Se sliši dobro, evo. Naj tudi na začetku jaz povem, da me zelo veseli, da vas vse vidim zdrave in čile in pametne. Prav lepo je in se zahvaljujem vsem trem, tudi Marjanu za zelo dober uvod, za kopico idej in misli, ki smo jih slišali, ki so pač lahko nastavek za nadaljnje razmišljanje, čisto gotovo. No, zdaj pa čisto konkretno k temi. Bilo je, iskali smo neko bilanco Bidenovega obdobja prvega leta in kako bi rekel, kar zadeva še posebno prvega referenta Romana, je bilo nekajkrat rečeno, pričakovali smo, mislili smo, predpostavljali smo. Zdaj jaz ne verjamem, da je Roman, ki je en skromen človek, razmišljal v formi plural majestatis. S tem nekako se je slišalo, kot da se je pri nas tako mislilo, kakorkoli že. Tu se pa ravno ne strinjam, da so bile pričakovanja nekako izredno visoka in zelo velika, namreč izvenelo je pri Romanu eno precejšnjo razočaranje. Če se zdaj bralo pač tudi komentarje izven, tudi v anglosaksonskem prostoru, ampak izven anglosaksonskega prostora, jaz se bom omejil na francoske in na nemške. Pričakovanja pravzaprav zelo visoka niso bila. In zdaj, če gremo k neki bilanci, vem, da je izredno težko, ker je, tu bi morali mi upoštevati seveda notranjo politično situacijo, ki je komplicirana, pa gospodarstvo tudi. Vendar tu se je prišlo vendarle do nekih velikih premikov. Zopet, ZDA so nazaj prišle v ekološko, pariško, celotno problematiko. ZDA so se čisto drugače začele obnašati, kar zadeva NATO, kar zadeva odnose z Nemčijo in tako dalje in tako naprej. Namreč problem je, da je, no, vse to je bilo tudi povedano, Trump je imel določen brutalen pristop,
vendar obenem so pa tudi evropski analitiki, neredki, opazili, da gre tu za nekaj dolgoročnega, da tu ne gre za nekaj, kar bo, se pravi ta America First, se povsem spremenilo z Bidenom. Zdaj, tako da, evo, še enkrat, v končni fazi, kaj pa imamo, zdaj smo še omenili tudi malo tole Ukrajino. Zdaj, vsi genialno ugotavljajo, da pač, zdaj pač se je pokazalo, da ostala ste samo še Rusija oziroma ZDA, se ni res, tudi Evropa je profitirala v navednicah, če ne bo vojne, seveda, pardon, če sem ciničen, od te ukrajinske krize. Francija in Nemčija sta z svojim konstantnim obiskovanjem in Moskve, in Kijeva, in Washingtona pokazali, da sta faktor. Verjamte mi, cela vzhodna Evropa, tista, ki bi eventualno malo hotela biti zelo pametna oziroma izstopati proti Bruslju, je opazila, da se kar lepo splača biti dober Evropejec. NATO ni več možgansko mrtev, kot je gospod Macron